bomo unboxali Note 9. To je ta najnovejši telefon od Samsunga. Pejmo pogledat, kaj je ves ta hype okoli tega telefona. Ok, ta prva stvar, ki jo imamo gor na škatlici, je tale S Pen. In to je v bistvu najbolj značilna stvar Note telefonov in sicer, da dobiš zraven ta prav poseben Samsungov kulik. Notri imaš tudi slušalke in pa zvočnike na telefonu, ki so narejeni v sodelovanju z AKG. 4000 mAh baterijo, ki jo lahko polniš tudi brezžično, kar je ful hudo, je odporen na prah in vodo. V praksi to pomeni, če ti bo padel v vodo, se verjetno ne bo uničil, ne moreš ga pa uporabljati med vodo, pa ne ga načrtno v vodo potapljati. Včasih, če bi ti nekdo rekel, daj prstni odtis, zato da ti naredimo pasuš, bi se resno vprašal, zakaj moraš dati pa svoj prstni odtis. Po drugi strani pa damo svoj prstni odtis, svoj obraz damo Facebooku za dobro jutro, I don't know. Ampak kar bom dala noter svojo šarenico, tako da moja usoda je zapečatena. Vi se pa še lahko odločite. Note 9 je velik telefon, ki zmore skoraj vse. Izredno dober telefon tudi za tiste, ki radi rišete in vam je fajn, da imate digitalen svinčnik skozi sabo. Najprej sem mislila, da to ne bo tako uporabna zadeva, ampak potem se je izkazalo, da je to ena stvar, ki jo začneš absolutno oboževati. V glavnem, to ni čist navaden svinčnik za tapkanje po ekranu, ampak je z Bluetoothom povezan s telefonom in je pač, ko ga vzameš ven, sta te dva povezana in takoj, ko ga daš nazaj noter, se svinčnik spet začne polniti, ker ima baterijo in Bluetooth modul in še kaj drugega v tem majhnem svinčničku. Na 14 različnih stopenj pritiska je občutljiv, tako da lahko delaš res ali zelo tanke, rahle potege ali pa debele, tako v bistvu kot s pravim svinčnikom in imaš res tisti občutek, kot da pišeš po pravem papirju. Mičkan še zmer zaostaja, ampak res ful mičkan in to je pa že res zelo dober približek dejanskega svinčnika in papirja, tako kot smo ga vajeni. Tudi telefon ignorira, če se ga ti z celo dlanjo dotakneš, tako da v bistvu lahko v veliki večini primerov normalno pišeš, kot da pišeš po papirju. Ima tudi eno tipkico, ki je multipurposno uporabna za vse žive stvari, ene par jih bomo tudi omenili. Jaz obupno pišem in pač, da imam jaz svoje nakracane zapiske nekje shranjene, mi zelo malo pomeni, zaradi tega, ker niti nisem nek risarski človek, ampak recimo, če bi risala, ali pa če bi si kakšne skice delala, ali pa kakšne take zadeve, potem bi to ful prav mi prišlo. Ampak jaz to ne počnem. Tako da moje čičke račke, da so shranjene nekje v enih novcih, mi je čisto vseeno. Druga stvar je pa, da izredno dobro prepoznava pisavo v tekst. Mojo čičko račko on lepo spravi v napisan tekst, ki ga lahko potem pošiljaš, urejaš, spellcheckaš, delaš njemu kar češ. Najbolj noro, ker včasih še jaz ne vem, a sem naredila R ali N, ampak tega pa kar dobro zadane. Tako da, naprimer, za delanje zapiskov na sestankih ali pa v situacijah, kjer si rabiš mečkan stvari zapisati, pa mečkan dorisati, pa mečkan zapisati, pa mečkan dorisati, je to idealna stvar. Je tale svinčnik res, tako se ga ne vadiš, da pol še druge stvari z njemu delaš, da se pol po celem telefonu sprehajaš s tem svinčnikom. Z tega vidika mi je ful všeč. Občutek pisanja je zelo podoben tisti na papirju. Naprimer, tudi za kakšno večerno pisanje dnevnikov ali pa kaj takega, izredno podoben občutku pisanja po papirju in ti da tisto zadovoljstvo, ko dejansko fizično z roko nekaj pišeš. Pri slušalkah se res pozna to AKG sodelovanje, zvok je amazing. Na slušalkah slišiš vse globoke, visoke, vse tone, na zvočnikih je pa takole. Koliko dobra je kamera? Kamera je amazing. Vključili so tudi prepoznavanje različnih scen, kar sicer ni neka blazna novost med mobilnimi telefoni,
ampak še vseeno luštno dela, da mečkam prilagodi nastavitve glede na to, kje in kaj in kako fotkaš. Imaš več različnih kamer, lahko imaš, da ti, ne vem, sproti ustri, ko se kaj premika, pa da slikaš. To je zelo fajn za objekte, ki se hitro premikajo, otroci, živali, take zadeve. Imaš opcijo manualnega nastavljanja kamere, pa si vse precizno nastavljaš, tako kot ti želiš, da res ustvariš najboljšo fotko, kakršno jo želiš ven dobiti. Avtomatika je res dobra. Ta sprednja kamera mi je mečkan smešna, na trenutke imam feeling, da mi naredi tako malo plastično kožo, ampak okej, to so zdaj vsi ta novi fotoaparati začeli s temi sprednjimi kameri, malo preveč te beautifying funkcije vklapljati, ampak generalno ta zadnja kamera je incredible, pač res ne vem več, kaj bi sploh lahko človek še izboljšal. Ja, barve so mečkan zelo saturirane, te klasične Samsungove barve, ampak tudi to lahko v nastavitvah mečkan umiliš. Dejansko je tako, da karkoli ti ni všeč, lahko v nastavitvah popraviš, nastaviš drugače, spremeniš. In to se mi zdi najboljši del Androida. In če je kamera amazing, pomeni, da je tudi video amazing, a ne? Slow motioni, video snemanje, pač ta telefon komot uporabiš za vloganje. Ta telefon je vrhunski za vloganje. Tale mali gumbek na svinčniku lahko pa uporabljaš tudi kot sprožilec za kamero. Kamero postaviš nekam in potem samo klikaš s temle gumbkom in fotoaparat dela fotke. Zadeva deluje ful dobro tudi v Instagramu, tako da lahko Instagram sprožiš na ta način. V bistvu v vsaki aplikaciji ima neko svojo posebno funkcijo. Še ena amazing uporaba svinčnika. A ja, pa to, a ne? Kdo rab fidget spinner, če imaš svinčnik? Kaj pa baterija? Vsi so omenjali to 4000 mAh baterijo, velika baterija, zdržala bo cel dan, ful je amazing. Pri bateriji je tako. Velik ekran je ogromen porabnik baterije. Močni procesori so ogromni porabniki baterije. Tale ekranček, ki skozi prikazuje uro, par pikslov je skozi vklopljenih in skozi je v pozoru, kdaj ga boš prižgal. Baterija zdrži cel dan, tudi s tem always on ekranom. Če ga res absolutno ne rabiš, če ti ni problem stisniti telefon, da vidiš, koliko je ura, potem si ga rajši izklop. Brezžično polnjenje. Oh my god, koliko je to priročno! Tlele imam powerbank za brezžično polnjenje in pač vklopiš, daš gor, polnimo se! Jej! To mi je tako mind-blowing. Je res, da je brezžično polnjenje ne tako hitro kot na kablu, ampak dovolj, da mečkan pridobiš noter, kar si mogoče z always on ekranom ponudil. A ne? Tako da ja, telefon je z baterijo izredno požrešen, ko ga uporabljaš, pa izredno varčen, ko ga pustiš pri miru. Cajt za 3 neki stvari, ki so mi bile všeč. Kuli za čečkanje, amazing za zapiske, čečkanje ali pa samo navadno kreativno izražanje po digitalnem zaslonu. Obožujem ga, res ima dober občutek pisanja, po mojih izkušnjah najboljši kuli do zdaj, kar sem jih imela priložnost probati. Druga stvar, kamera. Res je cool, I love it. Všeč mi je ostrina, všeč mi je globina, všeč mi je, kako se barve obnašajo po tem, ki jih sklopiš dol iz standardnih na one malo bolj umirjene. In pa tretja stvar, všeč mi je brezžično polnjenje. Toliko enih luštnih dodatkov obstaja, mizice za k-sedežni, brezžično polnjenje v avtu, brezžično polnjenje v lokalih, v hotelih, na letališčih. Jaz res mislim, da brezžično polnjenje je the future in da bi mogli več proizvajalcev mobilnih telefonov vključevati brezžično polnjenje v svoje ta najboljše telefone. 3 stvari, ki mi niso bile neki toliko dobre. Jaz sem resno mislila, da bom tukaj dala noter velikost. Ampak surprisingly, ta telefon je dosti preprosto držati v roki. V tem kratkem času, ko je telefon z mano, sem že tako, pa to je čisto v redu. Dejansko, sicer ne dosežem s prstom povsod, a ne, ko ga držim s palcem, ne dosežem niti približno povsod. Ta ozka širina, da so ožji, da niso preveč širši, ga res z lahkoto držiš v roki in se ga ful lahko da uporabljati. Tako da tudi ženska manjša roka ga komot uporablja. Tako da to je slabost, ki se je v bistvu obrnila v ta dobro stvar.
In zdaj mi je tukaj vzel največjo stvar, ki sem jo mislila skritizirati, ampak pač ta druga stvar, cena. Ta telefon je v redni prodaji 999 evrov. Ampak ga lahko vzameš na obroke! Ta tretja stvar, ki me je malo razočarala, je pa tale iris skener. Pač, sej deluje, ampak ne toliko hitro, pa ne toliko preprosto, kot bi si človek želel. Za iris skener moram jaz stisniti gumb, ga dvigniti v višino oči, majčkeno nacentrirati, majčkeno počakati. Ne vem, če je iris skener glih to, no. Po moje je to še tehnologija, ki je toliko na začetku, da se rab še malo razviti, pa bo v redu. To je bilo moje mnenje o Note 9. Če imate še kakšna dodatna vprašanja, vprašajte dol v komentarjih, vse bomo odgovorili. Subscribite na ta kanal, pritisnite zvonček, pa se vidimo kmalu. Čau!